Pozdravljeni. Bil bi nekoliko neiskren, če bi rekel, da je gospodarstvo našega srečanja prišlo povsem zadovoljno. Na nekatere naše zahteve nismo dobili odgovorov, ki bi nas ta trenutek lahko posrečila, in sicer predvsem tisti smeri, da kapice kot take takojšnjo uvedbe ne bo. Veseli nas sicer, da v tem vprašanju je dovolj pripravljenosti s strani vlade, da s formiranjem skupne vladne in pa gospodarske komisije oziroma štabne ekipe, kot smo imenovali, do konca meseca definiramo neko vrsto modificirane kapice na ceno energentov, ki bi na nek način izenačila pogoje tako za male, srednje, velike in pa tudi velika podjetja. Zavedati se moramo, da imamo v nekem smislu ne samo vojno v Ukrajini, ampak tudi vojno v energetiki ali pa v ekonomiji nasploh. Razmere so izredno slabe, iz dneva v dan se pojavljajo nova zaostrovanja in seveda temu je težko biti kos v kratkem času. Ne glede na to, z vsem razumevanjem, da je Slovenija del nekega enotnega evropskega energetskega trga ali pa sheme, mi v gospodarstvu težko razumemo, da ni moč v Evropi takoj uvesti enotno kapico na cene energentov, predvsem na elektrike, če že plina v tem smislu ne obvladuje Evropo v celoti. Kajti, če imamo danes na finančnih borzah možnost, da v vsakem primeru neke anomalije, ki je v rangu 10% lahko posežejo regulatorji v meseci, predstavljamo, da lahko enako storimo tudi na energetskem trgu. Očitno so tudi v Evropi nekateri finančni in drugačni lobiji tako močni, da vplivajo na energetske sektore, da do te kapice še vedno ni prišlo. Predsednica Evropske komisije je maja letos že obljubljala, da Evropa dela na tem, da do konca pomladi kapica sprejeta. Danes vidimo, da tega še ni. Gospodarstvo v Evropi, namreč veliko kapacitet, predvsem v industriji materialov, se zapira na Poljskem, v Litvi, tovarne dušika, ki predstavljajo skoraj eno četrtino evropske porabe, se danes zapirajo. Dnevno na zbornici dobivamo signale in informacije, da je kar precejšen del slovenskega gospodarstva že v padajočem trendu, to pomeni, da se zmanjšujejo naročila, da podjetja razmišljajo o tem, da bodo morala v prihodnjih mesecih, prav gotovo pa v naslednjem letu, razmisliti o programih odpuščanja ali pa vsaj o programu čakanja na delo na domu in pa skrajšanega delovnega časa. Tako da razmere so zelo alarmantne in mi smo danes vladni ekipi poročali prav o tem. Pričakovali smo, da bomo dobili več pozitivnih odgovorov. Pozitivno je to, da je vlada že razmišlja in pripravlja ukrepe, ki bi celovito zajeli vsako krizno situacijo v primeru bodisi pomanjkanja naročil, bodisi ustavitve plina kot energenta, in da v tem primeru si lahko nadejamo, da bo gospodarstvo dobilo ustrezne kompenzacije. Seveda, kot že omenjeno, kapice na cene energentov zaenkrat še ni. Tako imenovan modus modificirane kapice, zaenkrat še ne vemo točno, kaj naj bi to bilo, vendar po zagotovilih predsednika vlade bodo z njihove strani naredili vse, da bi bili povsem transparentni, da dajo karte na mizo, enako pričakujejo tudi od gospodarstva, da bo dalo karte na mizo, kaj so realne potrebe, kje lahko gospodarstvo še privarčuje in kaj je potrebno, kakšne so potrebne vlaganja, zato da bi zeleno transformacijo pa odvisnost od teh fosilnih goriv, predvsem od teh, kjer Slovenija pa Evropa ni samoskrbna in odvisna od drugih, seveda maksimalno zmanjšana. V mesecu oktobru pričakujemo, da bo ta rešitev te modificirane kapice in pa reforme trga energentov tako v Sloveniji kot v Evropi po zagotovilih predsednika vlade tudi prišlo. Tako da neke evropske rešitve zaenkrat je ne poznamo, še ni na vidiku po zagotovilih oziroma obljubah predsednika vlade, pa se lahko nadejamo, da bo to do konca oktobra. To bo pomenilo, da v letošnjem letu nekih velikih sprememb še ne bo. Za te
neke boljše perspektive se lahko nadejamo šele za prihodnje leto in pa za leto 2024. Vmes bo prav gotovo tudi neke kolateralne škode, kajti podjetja bodo morala odpovedovati določena naročila, ker po današnjih cenah energentov se seveda ne da več poslovati, proizvajati in prodajati po nekih rentabilnih ali pa kaj še vedno nečenosnih razmerah in pričakovanjih.